Ok. Če smo pripravljali, bomo predolgi, da vas ne zadržujem. Vem, da imate vsi še kakšno drugo stojnico za obiskati, za pogledati kakšen drugi webinar, da se pozanimati o drugih oblikah študija. V glavnem, moje ime je Maja. Delam na Fakulteti za management kot v službi za odnose z javnostmi, tako da v bistvu imam čez predstavitve v srednjih šolah in pa drugod na vseh teh dogodkih. In bomo danes poskušala čim bolj jasno, čim bolj kratko, čim bolj res tiste bistvene informacije podati o tem, kakšen dejansko je študij na naši fakulteti, za katero smer se odločiti, zakaj se odločiti za nas, pred kakšnim mogoče drugo večjo fakulteto, tako da upam, da vam bo všeč, upam, da dejansko se boste na koncu odločili za nas, da boste prišli na našo fakulteto, sploh zdaj, ki se selimo v čisto nove prostore in bomo dejansko imeli vsi pogled na morje, tako da upam, da dejansko na koncu boste navdušeni in boste dejansko razumeli, zakaj smo mi toliko navdušeni nad našo fakulteto. Za začetek, ne vem, če ste si vsi že pogledali naš videoposnetek, jaz rada pokažem na začetku predstavitve zaradi tega, da pridemo v tisti mood ali tisti občutek, kako sploh dejansko je na naši fakulteti. Tako da upam, da bom zdaj stisnila na pravo stvar in se vam bo dejansko filmček zavrtel. Dajte mi sekundo. Tako je. Tole so posnetki od lanskega prvega študijskega dne, torej ne letošnjega, ker letošnjega pač ni bil v taki obliki, ki je bilo koronavirusa in vsega ostalega, ampak prej je bilo pa dejansko zelo prijatno na prvi študijski dan. Tole je vhod. Jaz sem tam imela naš različni. Tako, mislim, da je bil to super uvod. Videli ste nekaj naših učilnic, nekaj naših študentov in predavateljev, videli ste našega dekana, nekaj naših strokovnih delavcev. Tako da dejansko je dogajanje na naši fakulteti zelo pestro, kot sem rekla, bilo pa to na lanskem uvodnem dnevu snemano, torej letošnji je bil malček drugače, saj se je večina stvari začela nadaljavo preko Zoom aplikacije, nažalost. Tako, torej fakulteta za management. Jaz ne vem, če vi zdaj poznate, sploh veste, kaj to management v bistvu obsega, kaj ne. Na kratko jaz rada povem, da obsega v bistvu management kot takšen zelo veliko različnih nekih vsebin, ki jih mora podjetnik oziroma podjetnica ali pač nekdo, ki dela v organizaciji, poznati. Naj si bo to kadrovanje, organizacija, finance, pravne zadeve, tako da vse to, kar mora nekdo, ki dela v podjetju, poznati, pač čisto z različnih zornih kotov vse to obsega management. Tako da tisti, ki se boste za nas odločili, boste dobili izjemno široko znanje za to, da boste potem na koncu lahko delali ali v svojem podjetju, ali boste v bistvu se zaposlili v kakšni organizaciji, mogoče v kakšni neprofitni organizaciji, v javnih institucijah, dejansko zelo veliko naših diplomantov se zaposli, torej na nekih javnih, ne delih, ampak pozicijah v javnih organizacijah. Mogoče imate družinsko podjetje doma in bi ga radi se naučili, kako ga voditi, kako ga peljati naprej, kako ga posodobiti, kako ga mogoče dvigniti na neko višjo raven. Vse to dejansko se z študijem na naši fakulteti naučite in dejansko potem poznate. No, evo, sem že povedala, kakšne znanja pridobite, ne? Mogoče na tej stopnji, ne vem, če ste pogledali naš letak, tam tudi lepo piše, kdo se za nas sploh odloči in je tudi to nekako pogojeno s tem, kakšna znanja sploh potrebujete, ne? Če ste, recimo, dijak neke strokovne srednje šole, kjer v bistvu poznate svojo stroko, ne vem, naj si bo to gozdarska, naj si bo to gostinska, karkoli poznate in znate delati s svojimi rokami in svojim znanjem in bi želeli to nadgraditi, je v bistvu poslovni svet idealna priložnost, ker potem dejansko se vam odprejo vrata za
lastno podjetje, lastno udejstvovanje, dejansko razširitev svojega znanja še na to splošno poslovno vsebino. Tako da to je zelo, zelo, zelo ena dobra nadgradnja znanja, tako. Za tiste, ki pa ste mogoče na splošni šoli in bi si želeli, pač veste, da bi želeli delati v podjetju, da vas zanima delo z strankami, da vas zanima delo z partnerji, da vas zanima delo s financami, mogoče s papirji, z ekonomijo, računovodstvo, karkoli, je dejansko študij menedžmenta. Pravi, da ker spet, kot sem rekla, dobite zelo široko. In tudi, če boste na koncu šli v računovodske vode, je to, da boste znali dejansko razmišljati o celotnem podjetju, v celoti, kako podjetje deluje, sploh če boste recimo imeli stranko, za katero boste delali računovodstvo, boste bolje razumeli, kaj ta stranka potrebuje in boste zaradi tega tudi veliko bolj uspešni. 3 stvari, na katere recimo naša fakulteta da izjemno veliko pozornost. In dejansko se to kaže skozi naš študijski proces oziroma podajanje vsebine, ne zgolj da govorimo dejansko o tem, ampak se to tudi kaže v dejanskem študiju, je kot prvo priprava na globalno okolje. To je v tem smislu, da v bistvu vi že v času študija delate na primerih in se učite, kako poteka globalno gospodarstvo. Poznate neke osnovne dinamike, ki se tam dogajajo, znate razmišljati na globalni ravni, ne zgolj samo neki nacionalni, regionalni ravni poslovanja. Tako da ste pripravljeni tudi, da če bi želeli v tujino, ste na to pripravljeni. Sploh, če se odločite med študijem za mednarodno izkušnjo, kar pomeni, da v bistvu greste recimo preko Erasmusa, imate možnost iti do 12 mesecev v tujino študirati, kar pomeni, ne vem, vi se drugo leto se odpišete, se prijavite na Erasmus razpis, si izberete neke inštitucije, kamor bi radi šli in dejansko v drugem letniku lahko recimo en semester, torej ste spomladi v Španiji, v tretjem letniku ste pa lahko spomladi v Rusiji. Tako da imate v bistvu te 2 izkušnje, saj vam Erasmus omogoča 12-mesečno izmenjavo, ne zgolj 1 ali 2, ampak 12 mesecev. Pomeni, da lahko delate en cel letnik nekje, lahko greste 2-krat za recimo 2 semestra, po en semester, lahko delate tudi strokovno prakso. Sploh visokošolci imate strokovno prakso obvezno, in je fajn, da mogoče si recimo 3-4 mesece pustite, pa greste delati k neki organizaciji v tujino in iz tistega potem delate strokovno nalogo in pa strokovno prakso. Tako da izjemno zanimiva izkušnja in ste dejansko potem pripravljeni na globalno gospodarstvo, hkrati pa vam v bistvu ta izkušnja da izjemno veliko za vas. Ne samo zato, da pač bo študij boljši, ampak kot lastna življenjska izkušnja je to neprecenljivo. Potem, individualni razvoj, kaj je tu mišljeno? Ker v bistvu nismo lih največja fakulteta v Sloveniji, pač dajmo se ne skrivati oči, nismo lih največji, smo velika fakulteta, nismo pa med največja. Zaradi tega je v bistvu odnos, ki ga v času študija spletete in vzpostavite tako med sošolci, kot tudi z profesorji, asistenti in vsemi našimi delavci, tudi za strokovnimi nami, nekateri, je ta odnos izjemno oseben. Tako da v bistvu ste vi z profesorji in potem tudi kasneje s svojim mentorjem v zelo, zelo dobrih stikih. Tudi po študiju naši diplomanti so v stikih še z našimi profesorji, tako da dejansko je ta vez zelo močna. Individualni razvoj pa zato, ker v bistvu naši profesori prav zaradi te vezi vam lahko že od prvega dneva študija oziroma od prvega kvartala naprej pomagajo. Torej, če vi veste, da recimo imate družinsko podjetje, ki ga boste po končanem študiju prevzeli oziroma že zdaj delate tam in ga veste, da boste dejansko nadaljevali, vi, ko boste imeli že v prvem kvartalu ali pa v prvem semestru nek predmet, ki dejansko je povezan s tem ali mogoče kakšno podjetništvo in boste spoznali te profesorje iz naše katedre za podjetništvo, lahko z njimi že od takrat naprej delate na svojem primeru. Vse seminarske lahko peljete na temo vašega podjetja, lahko sprašujete, lahko tudi za kakšna individualna mnenja povprašati naše profesorje. Pač ta individualni razvoj posameznika, torej posameznega študenta, je izjemno pomemben.
ne vem, če vas zanima kadrovanje, kadrovski menedžment, enako. Torej, ko boste imeli kadrovski menedžment, oziroma lahko poprašate že prej, kdo pri nas dejansko to dela in postavite stik z njim in vam že on pomaga, mogoče ne vem, mogoče vam pomagajo naši profesori lahko najti strokovno prakso oziroma počitniško prakso za čez poletje, nekakšno tako študentsko delo v nekem podjetju, ki je dejansko v tej branži, ki vas zanima. Tako da ta individualni razvoj je res zelo, zelo, zelo visoko na prioriteti in naši študenti dejansko sodelujejo s profesorji brez težav na vsakodnevni ravni. Potem, zadnja stvar je pa povezovanje z gospodarstvom. Pač načeloma se to kaže z gosti iz prakse na predavanjih in vajah. To je ena izjemno močna točka, kjer v bistvu naši predavatelji in naši asistenti povabijo ljudi iz gospodarstva, ki dejansko se soočajo z realnimi problemi in jih vpeljujejo v študijski proces. Ali je to gostovanje, torej da vam v bistvu tej gosti pripravijo kot neko predavanje, ali je to v obliki nekih projektov. Smo imeli že projekte, kjer so v bistvu naši študentje določenim podjetjem reševali te problemi in predstavljali neke rešitve, do katerih so oni prišli. Zaradi tega podjetniki imajo to radi, ker dobijo ideje, na katere morda oni niso pomislili, ker so, ne vem, druga generacija, imajo drugačne okvirje že narejene. Naši študenti pa pač jih nimajo in res dejansko pride to veliko bolj lahko do izraza. Po drugi strani povezovanje z gospodarstvom tudi se kaže v študijski praksi. Visokošolci, kot sem rekla, imate študijsko prakso, boste imeli študijsko prakso v 3. letniku obvezno in v bistvu s tem vi v času študija že dobite neke praktične vsebine, praktične znanja, ki vam bojo potem na vašem življenjepisu in v vašem daljni poti dejansko prišla zelo prav. Tako da dejansko je ena super zadeva. Tako, smo prišli do neke glavne vsebine. Verjetno vas vse zanima, kakšna je razlika med visokošolskim in univerzitetnim programom. Ne gre zgolj za ime, dejansko razlike so. Prva med katerimi je ta, da je pri vpisu odvisno, kaj ste zaključili, torej po kakšni so pogoji za vpis. Če ste na strokovni šoli, ki ni iz ekonomske smeri, potem lahko greste na visokošolski študijski program. Pač univerzitetni žal za vas ne pride v poštev. Če ste na ekonomski srednji šoli, seveda, visokošolski v vsakem primeru pride v poštev. Če pa imate za 5. predmet na maturi angleščino ali matematiko, se lahko vpišete tudi na univerzitetni študijski program. Univerzitetni pa pride v poštev za vse, ki imate splošno maturo, torej gimnazijsko splošno maturo. Mislim, da se druge na gimnaziji ne obstaja. Ampak takšna je torej razporeditev. Torej za visokošolski je načeloma za vse, medtem ko na univerzitetni lahko greste samo ali za splošno maturo ali s poklicno maturo iz ekonomske smeri z 5. predmetom angleščino ali matematiko. Tako, kakšno vprašanje glede tega? Zdaj vas je že kar nekaj gor, mogoče nisem bila dovolj jasna, ampak mislim, da načeloma ne bi smelo biti problema. Če pa je, kar napište, mi bom odgovorila sproti, se imam tle zavedeno. Potem, razlika je v tem, da kakšen naziv dobite, torej diplomirani ekonomist oziroma diplomirana ekonomistka v oklepaju pri visokošolskem, v oklepaju pri univerzitetnem programu. Torej, skoraj isto majhna razlika je. Razlika je pri predmetniku, bom potem tudi pokazala, kje. Mislim, da je to, če sem kaj nisem. Dajmo pogledati predmetnike, pa bom še nazaj. Tako, vidite, visokošolski za diplomski študijski program management. Torej, predmetnik je narejen tako, da imate v bistvu v 1. letniku dokaj splošne predmete, predvsej tako zelo široko zasnovane, ne vem, uvod v management, marketing, matematika za management, ne se jo strašiti, imamo enega
super profesorja, res ne se ustrašiti, ker če ste pridni, če hodite na vaje in predavanja, če delate tisto tako, kot vam on pove, naredite brez težav. Če pa lenarite in ne hodite, ne delate vaj, pol pa ne. Ampak to je matematika posod. To je tudi uvod v management posod. Če pač se ne dela, se ne naredi. Tako da matematike res ne se ustrašiti. Potem so, računovodstvo, uprava za management, poslovna angleščina, pač neki osnovni predmeti, ki dejansko morajo biti. Bolj, ko se pomikamo proti naslednjemu letniku, torej drugi, tretji letnik, bolj so predmeti specifični, malo bolj ozko usmerjeni, malo bolj tašni detaljni predmeti, kot ne vem, controlling, ki je v bistvu del tega finančnega dela, kadrovski management, taka specifika, pogodbeno pravo, ne, torej pa še dejansko gre se samo za pogodbe, ne pravo na splošno gospodarstvo, pa prav pogodbe. Take zadeve, ki dejansko res so malo bolj specifične, hkrati imate pa v tretjem letniku še izbirne predmete. Torej, če vas recimo zanima podjetništvo, boste vzeli 3 izbirne predmete iz nekega podjetniške vsebine. Če vas zanima marketing, boste vzeli malo bolj marketinške vsebine, tako da s tem dejansko ta individualni razvoj se kaže, ne? Da res dejansko poslušate v tretjem letniku tisto, kar vas najbolj zanima. Zaključite pa, kot sem rekla, za strokovno prakso, oziroma zaključno nalogo. Ti vi imate 3 mesece, oziroma 1 mesec, 3 mesece strokovne prakse, s katero potem z te vsebine, ki ste jo pač tam delali, spišete zaključno nalogo. Okay? To je pač ni prav diploma, kot je diploma, je zaključna naloga strokovne prakse na visokošolskem. Pogledamo univerzitetni, je ta koncept, da gremo iz bolj splošnih predmetov na bolj specifične enak. Tle se nič ne spremeni, tudi v bistvu predmeti niso ni zelo velikih razlik, sploh na začetku, ker pač to je neka osnova. Ne vem, pogledamo, prej je bilo uvod v management, zdaj pa pač uvod v mikroekonomijo, potem imamo še makroekonomijo. Torej pač je malček drugače narejena ta struktura, ampak gre v bistvu po istem sistemu od bolj splošnih predmetov v vedno bolj specifične. Na koncu tretji letnik spet 3 izbirni predmeti, kot sem povedala pri visokošolskem, velja enako pri univerzitetnemu, si sami določite, katere izbirne predmete boste poslušali, glede na to tisto, kar vas dejansko zanima, ne da boste poslušali matematiko, če vas to ne zanima. Ne. Zaključi se pa z diplomskim delom ali diplomskim izpitom. Torej, to je neka novost, ki smo jo uvedli lani, torej lahko tudi diplomski izpit pišete na koncu. Kar nekaj študentov se je lani za to odločilo in dejansko so bili večinoma uspešni, nekateri ne, ampak večinoma ja. Neka osnovna seveda vprašanja, če so kar na plan z njimi. Neka osnovna še razlika med visokošolskim in univerzitetnim, torej smo videli tudi glede na to, kakšen je predmetnik, je ta, da visokošolski je nekoliko bolj praktičen, ker ima tudi prakso in tudi dejansko je študij tako naravnan, da je praktično, da dejansko imate veliko stika z prakso. Medtem ko je univerzitetni mogoče kanček bolj dejansko zahteva, malček manj težji je drugačen, malo več zahteva razmišljanja, diskutiranja, malo več teorije je uvrščene, zato ker se dejansko smatra, da tisti, ki boste zaključili univerzitetni program, boste študij nadaljevali tudi na drugi stopnji. Tako da to je nekako ta razlika. Se pa ne s tem v bistvu onemogoča tisti, ki so na visokošolskem, da bi potem na drugi stopnji nadaljevali. To nikakor ni namen in mislim, dejansko se ogromno študentov iz visokošolskega študija odloči za drugo stopnjo. Ok, če zaključim jezikovni licej v Italiji, se lahko piše na univerzitetni študij. To je malček specifično vprašanje. Larisa, veste, kakšno maturo imate? Lahko se mi tudi, mislim, da se lahko vklopite vi z video in foto. Ne morate. Ne. Se upravičujem, sem prvič na webinarju, ne vem točno, kako gre, ampak če imate poklicno maturo iz jezikov, bom počakala, da vidimo. Če imate poklicno maturo iz jezikovno, je potem ne bo spadalo pod ekonomsko, ne?
ekonomsko vsebino. Bi potem v bistvu šel za visokošolski. Če pa je splošna matura, pol pa načeloma ja. Je pa zelo specifično tako vprašanje, mogoče vam bom težko zdaj odgovorila, je pa zelo zanimivo in se lahko mi slišiva kasneje, pa vas se poveževa z našo vodjo referata, vam bo ona znala tole v nulo povedati, kako pa kaj. Ok, Larisa, ostanite na vezi, bova midve to potem, prav? Bova midve to vprašali, še naša pa vam bova midve to šli čez. Ampak ste v bistvu razumeli, torej poklicna srednja šola, poklicna matura visokošolski, poklicna matura iz ekonomske smeri, z 5 predmetom, lahko tudi univerzitetni. Splošno pa lahko v bistvu izbirate oziroma pač je univerzitetni za vas. Tako. Gremo naprej. Kako poteka študij? Mi imamo v bistvu res eno zanimivo zadevo, ki nam v bistvu marsikdo ne zavida, ampak študenti so pa izjemno veseli, da imamo dejansko to tako organizirano, kot imamo. In sicer, mi nimamo semestrov, torej ne poteka prvi semester od oktobra do sredine januarja, pa polizpitno obdobje pa od, mislim, da je sredi februarja do konca maja, pa spet izpiti. Nimamo tako, ampak imamo semestre razdeljene še na 2 dela in torej imamo kvartale. Kvartali potekajo 8 do 9 tednov, torej vi začnete 1. oktobra prvi kvartal, traja do zdaj v bistvu do prejšnjega tedna je trajal, torej do sredine novembra. Imate 2 do 3 predmete hkrati, torej namesto 5, 6 imate 2 ali 3, poslušate in imate po zaključenem kvartalu 1 ali 2 tedna izpitov kvartalnih, torej neke te umestne kvartalne roke. Nato začne nov drugi kvartal, ki traja do polovice januarja in spet izpitno obdobje. Kaj to pomeni? Da vi namesto 5-6 predmetov, ki jih navadno poslušate drugje na semestre, poslušate samo 2 ali 3, odvisno spet od kvartala, od predmetnika, od letnika, od vsega. Ampak s tem v bistvu se lahko vi v tistih 8-9 tednih osredotočite samo na te vsebine, ki jih poslušate takrat in je dejansko učenje veliko lažje in lahko dejansko takrat že v enem tednu opravite izpite. Če slučajno takrat ne opravite izpita, ga padete ali se odločite, da pač niste pripravljeni, ga ne boste delali ali pač pride karkoli, ne vem, zbolite ravno v teden, ni problema. Ostali roki, kot na vseh ostalih fakultetah, ostanejo še vedno izpitni, pač te roki, torej zimski, pomladni in jesenski. Tako da to vam ostane in ni nič zamujeno. Pač je pa priložnost, da se nečesa rešite že med semestrom, torej med kvartali. Tako pač ena zelo lepa priložnost. In tisti, ki so res pridni in se potrudijo in študirajo, v bistvu je možno, da junija že zaključite z vsemi obveznostmi. Tako da se splača malo se potruditi, se naučiti, stisniti in rajši v enem tednu pisati 2 izpita, kot jih potem v 3 tednih pisati 5. Tako da dejansko je zelo neka taka dobrodošla zadeva pri naših študentih, ki imajo zelo radi in pridno izkoriščajo to, da imajo pač možnost, da že vmes delati izpite. Zdaj, kako pa vaš študijski dan poteka? Torej, mi imamo urnik je narejen seveda od ponedeljka do petka, od 8:30 se začnejo predavanja ali vaje, tam do 12. Pol imate 1 uro za kosilo, med 12 in 1 uro, in pa od 1 do približno 4. Do 4 je sigurno načeloma vsega konec, 4:30, kakšno malenkost, ampak ne, do 4 imate pouk. Ni nujno, da ga imate vsak dan. Ni nujno, da imate vsak dan obe dopoldan in popoldan, torej zapolnjeni, lahko imate 2 dni samo dopoldan, pa pol 2 dni samo popoldan. Odvisno je od tega, kaj imate v tistem kvartalu. Torej, katere predmete poslušate, kdo je vaš predmet, pač od ogromno enih zadev je, ki vpliva na to dejansko, kakšen urnik imate, za vsak kvartal naprej ga dobite. Glede na to, da je situacija takšna, kot je, torej ta korona situacija, mogoče je prav, da vam povem, kako imamo mi organizirano letos to izvedbo študija.
Naši študenti letos, torej te, ki so sedaj študirajo in so končali prvi kvartal, so imeli tako, da so imeli prvo predavanje in vaje večinoma v živo, ker je bil še začetek oktobra, še ni bilo teh omejitev in dejansko so se dobili s profesorji v živo v predavalnicah. Če ne drugo, zaradi tega, ker je ta stik veliko lažje izpostaviti in so jim v bistvu takrat profesorji lahko povedali, kaj bojo potrebovali, kakšen bo način ocenjevanja, kako bojo potekale predavanja, kaj je obvezno, kaj ni obvezno, kako seminarski, pa že dejansko to so zelo lepo lahko v živo vse uredili. Niso se pa profesorji vsi za to odločili, tako pač nekateri so imeli od začetka že online. Potem, ko je pa prišla omejitev, imajo sedaj vse preko Zoom aplikacije. Naši študenti so v začetku leta dobili in svoj elektronski naslov uradni, torej imajo vpisna številka afna.student.upr.si. To boste dejansko sigurno dobili drugo leto pri nas tudi vi, ne glede na kateri faks pri nas na Univerzi na Primorskem se upišete. In pa dobili so vsi Zoom licenco za 1 leto. Torej imajo neomejeno in lahko uporabljajo za to, da se vključujejo na predavanja, da nimajo težav pri vključevanju in pa se jim v bistvu že s tem, ko se za svojim uporabniškim imenom in gestom prijavijo v predavanje, šteje pač prisotnost, ker tako se vodijo prisotnost naši profesori. Enak način bo zdaj v drugem kvartalu. Enako bo vse potekalo preko spleta zaradi trenutnih razmer. Upamo, da se bo 3.4. Kvartal sprostil in da bomo spet v živo, ni pa to nujno. Ne vem, a ne. Trenutno smo imeli tako, kje smo imeli, a ne? Mi smo imeli na Cankarjevi 5, to je v Kopru pri Dijaškem domu, ne vem, če kdo pozna. V centru mesta imamo vodstvo in pa veliko predavalnice računalniško učilnico. Imeli smo pa prav tam pri trgu, pri Titovem trgu v Kopru sam direkt center, tako res center, predavalnice. 7 predavalnic in eno računalniško učilnico. Se pa selimo, kot sem omenila, gremo na novo lokacijo, ki je 200 metrov umaknjena od te trenutne lokacije in ima dejansko pogled na morje in na Luko Koper, tako da se vsi že veselimo. Načeloma se selimo zdaj v teh 2-3 mesecih, tako da v bistvu vi, ko boste prišli, če bojo informativni dnevi že v živo, boste prišli na novo lokacijo, boste videli, kakšno stavbo novo, lepo imamo tam, nas čaka in se že polne počasi, upam, da čim prej dokončamo. Zaposljivost študentov. Nekaj sem o tem že rekla prej, ne bi zdaj nekaj dolgo vezla, torej v kakršnem koli podjetju. Vsa podjetja, javne organizacije, družinska podjetja, neprofitne organizacije, pač dejansko povsod. Povsod, kjer se potrebuje management, kjer se potrebuje vodje, kjer se potrebuje upravljanje, kadrovanje, marketing, vse je, predvsem pa spodbujamo naše študente, da se dejansko, da grejo na podjetniško pot. To je pač tisto, kar si želimo, da se opogumijo, da razvijajo že v sklopu študija svojo podjetniško idejo in dejansko se odločijo za to. Kar nekaj jih je, ki se je, kar nekaj je, ki je uspešnih, tako da ne dvomim, in ne vem, zakaj vam ne bi uspelo in zakaj ne bi dejansko vi bili uspešni pri tem. Še kaj za konec? Kako do več informacij? Do več informacij lahko preko socialnih omrežij, bom potem kasneje povedala tudi, kje kako. Predvsem pa preko našega maila, torej jaz imam mail pr@fm-kp.si, na katerega mi lahko pišete. Zelo bom vesela, če mi boste pisali in se lahko dogovorimo za individualno svetovanje. To ne se ustrašiti, ni nič takega, v bistvu se pri tem dobimo na Zoomu. Jaz ponavadi kakšno študentko imam s seboj ali vodjo referata z vami in se pogovorimo, torej kaj dejansko bi bilo prav za vas, kaj bi vam najbolj ustrezalo, da vam povem še enkrat, gremo še enkrat tako res nič, čisto tako pogovorno, sproščeno in pa sami, tako da če dejansko si ne upate zdaj vprašati kakšno vprašanje ali nekaj napisati, ni problema, zelo rade volje se dobim z vami individualno, gremo čez vse možnosti, recimo tako kot je
Larisa nam napisala, kakšna je to, jaz se bom z veseljem z njo dobila in bova v bistvu ugotovili, kam se lahko s tem jezikovnim licejem v Italiji v bistvu dejansko pa tudi upiše. Tako da nič takega, zelo, zelo, zelo bomo veseli. Kot drugo je pa seveda socialna omrežja. FM Koper je večinoma pri vseh, mislim, da je, če me boste zdaj ujeli, Facebook je fm.koper oziroma Instagram pa je FM Koper skupaj. Tudi na LinkedInu in Twitterju smo prisotni, nismo pa toliko aktivni. Tako da z veseljem tudi preko direktnih sporočil, tako na Instagramu kot na Facebooku vam odgovarjam jaz. Tako da, če bi karkoli bilo, kakšnokoli vprašanje, sem vam na voljo. Ok, zdaj pa ste vi na vrsti. Ali je kakšno vprašanje? Dajmo se tako zmeniti, jaz vam bom spustila še en video, ki je narejen, da bomo še zaključili v tem našem FMJ-skem, mi rečemo duhu, no tako, tačno sproščenem. Vam pokažem še tega, ta čas mi pa lahko ali pišete ali pa pač se spomnite kakšno vprašanje, kako bi vas spremljali. Evo, tako imamo na naši fakulteti. Sproščeno, sploh ko imamo sonček, ko imamo lepo vreme dol na obali, je dejansko zelo lepo študirati. Tako da je ogromno tudi nekih obšolskih dejavnosti. Naš študentski svet organizira precej aktivnosti, organizira tudi letno ekskurzijo, organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem, organizira precej stvari. Sama univerza organizira karierni center, ima delavnice neprestano. Mogoče vas zanimajo študentski domovi. Zdaj ne vem, iz kje ste, ampak, Jure piše, ok. Študentski domovi, dejansko jih imamo. Omejitve pri vpisih, super vprašanje. Tako je bilo. Mi v lanskem letu smo imeli 100 mest za visokošolski in 40 mest za univerzitetni v slovenskem jeziku in 20 za univerzitetni v angleškem jeziku. Mogoče to sem pozabila prej omeniti, ampak izjemno dobra opcija za tiste, ki slovenski dijaki znate vsi angleško. Tako da to se ne sikir, da ne bi znali, da ne bi bili sposobni. To sploh ni vprašanje. Vprašanje je, kaj si želite za naprej. Če želite pač iti v tujino ali delati v mednarodnem okolju, pejte na univerzitetni angleški program, če imate to možnost. Torej, glede na to, koliko je bilo mest, so bila skoraj vsa mesta zapolnjena v prvem roku na visokošolskem študiju. Okay? Kar pomeni, da dejansko je bilo v drugem roku za visokošolski študij izjemno malo mest. Govorimo o 8 mestih od 100. Na pamet govorim, sicer nimam pač zapisano nikjer, koliko je bilo, ampak neka taka res majhna številka in takrat so bile potem omejitve. Pri univerzitetnem letos ni bilo omejitev še, se pa bližamo tej številki. Okay? Tako da nismo še zapolnili 40 mest lani, upam, da letos bomo, tako da dejansko upište se v prvem roku. Prijavite se v prvem roku, tako da ne bo dejansko vam kaj pol zbežalo, ker visokošolski je letos potem imel omejitve, univerzitetni pa še ne, upam pa, da je. A vas zanima mogoče kaj o tem angleškem programu univerzitetnem? Ne še, bom povedala vse, vas čaka malo, če imate še kakšno vprašanje, tako da kar pište. Univerzitetni program v angleškem jeziku je enak kot tisti v slovenskem. Popolnoma enak v smislu vsebin, predavateljev, predavanj, izvedbe, pač vse, kar je razlika, je to, da je v angleškem jeziku. Isto izobrazbo dobite, vse isto.
samo da pridelate, seminarsko delate v angleškem jeziku, izpite pišete v angleškem jeziku, ampak kot sem rekla, ne se ustrašiti. Če imate željo potovati, če imate željo iti delati v tujino, če imate željo iti na Erasmus, na izmenjavo, dajte razmisliti o tem, ki je tako pač res življenjska izkušnja. Če imate voljo do tega, pač da se ne želite omejiti na Slovenijo in imate pogoje za univerzitetni študij, pejte na angleško. Pejte na angleško izvedbo, res. Je 20 ljudi največ, je majhna skupina, izjemno mednarodna skupina, upisujejo se k nam študentje iz skoraj cele Evrope, tako res zelo taka lušna skupina so, stalno so skupaj, stalno se skupaj dobivajo, itak so vsi, dosti jih je iz tujine in poživijo v Kopru in so v Kopru tudi ves čas, tako da so dejansko prijatelji med seboj in si ful pomagajo in potem ful lažje študirajo, ker se skupaj učijo. Res izjemna izkušnja. Jaz priporočam vsem. Ne se bati angleščine, če ste jo imeli 4 leta, zdaj v srednji šoli znate več kot dovolj. Res, ki znajo, mogoče, če pridejo iz kakšne tujine, včasih manj. Je pa tako, da itak ste prisiljeni ste, da govorite angleško, ker so pač vaši sošolci tujci in profesori z vami govorijo angleško, znajo vsi slovensko, ne skrbeti, če kaj ne boste na njih prišli v slovenščini. Vas ne bo noben kregal zaradi tega. Ampak s tem, ko ste prisiljeni govoriti angleško in razmišljate v angleščini, ste v enem mesecu tako notri. Res. Boste videli, da ni nobenih sploh omejitev, boste govorili angleško lepše kot slovensko, skoraj na koncu kvartala. Tako res lušna skupina in vsem priporočam, če imate to željo, pejte na angleško, je pa, nočem pa da reči, da slovenska ni v redu, tudi slovenska ni v redu. Na slovenski je samo 40 mest, je tudi majhna skupina, so tudi zelo skupaj, ampak taka angleška je pa taka mednarodna in je lušna skupina. Ok, še kakšno vprašanje? Ne? Dobro. Potem, jaz bom mogoče tle zaključila. Če bi želeli še kaj, zdaj veste mogoče, kje me najti, torej ali pišete na maja.kodar@fma-kp.si ali na pr@fma-kp.si. Jaz imam tudi vse klepetalnice v času tega virtualnega sejma, tako da bo kar nekajkrat, vsak toliko pejte pogled, imamo klepetalnico odprto, tudi izven tistega, kar je na samih dogodkih, no, jo bom pač odpirala, kolikor bom lahko in se lahko tudi tam pomenimo, naredimo tam neko individualno svetovanje brez težav. Prav, vam bom z veseljem svetovala, tudi če ugotoviva, da potem management ni za vas, ni noben problem. Prav, vam bom svetovala tudi mogoče kam drugam in res samo želim, da imate čim več informacij in da imate čim več možnosti odprti, da se boste potem odločili za pravo. Tako. Najlepša hvala, upam, da vam je bilo všeč. Povabite še svoje sošolce na naslednjo, mislim, da imam jutri ponovno predstavitev, malček bomo jo obrnili, ampak je pa smisel enak. Tako da lepo se imejte, upam, da se vidimo oktobra v Kopru na uvodnem dnevu v vaše novo študijsko leto. Tako da, lep dan, bodite dobro, ostanite zdravi in se vidimo oktobra. Čau, čau.